Pred 20 leti se je v sodelovanju s Kompasom Novo mesto in novomeško občino zgodil prvi voden ogled Dolenjske prestolnice. Takrat so mi rekli: Marjana, ti si zmešana, kdo bo pa prišel? In prišlo je 114 ljudi, med njimi tudi kar nekaj profesorjev mojih iz gimnazije in vem, da sem imela strašno tremo. Čeprav je bil voden ogled brezplačen, so zaradi lažje organizacije dogodka zbirali prijave, a je vseeno prišlo tudi po dvakrat več ljudi. Vsako leto so si sočasno ogledali tudi eno izmed ustanov. Poudarek smo dali recimo, ko je bilo 650 let Novega mesta, pa Leona Štukla, pa Marjana Kozina, pa Janeza Trdina, pa knjižnico. Vedno smo sledili, da poudarimo tisto, kar je v tem letu zanimivo. Ta ponedeljek pa bo pohod potekal virtualno prek Facebooka. Naredili bomo en virtualni sprehod, sprehodili se po mestu skozi oči kamere, tako da vas vseeno vabim, da se mi pridružite 8. februarja ob 15. Koronavirus je tako tudi kulturnike v tem času postavil pred velike izzive. Eni ne morejo uprizarjati, nastopati in tako naprej, prilagodili so se spletnimi objavami, ampak to je daleč od tistega, kar umetnost in kultura si želita in kar neko interakcijo s publiko, kar je zelo pomembno za igralca, za glasbenika, doživljanje in reakcija tudi publike. Tudi občinstvo kulturo raje doživi v živo, a v korona času so dogodki prek spletnih strani najboljša zasilna rešitev.